Dober dan in dobrodošli v mojem novem tedenskem vlogu. Danes je nedelja, 26. januar. Jaz sem se pa odpravila na sprehod po italijanskem Parco Isonzo. Parkirala sem na drugi strani mostu in sicer pred trgovino Famila, ker rabim še banane kupiti, pa je v Sloveniji vse zaprto in sem potem istočasno izkoristila to lokacijo za sprehod. Isonzo je italijansko ime za našo reko Sočo, torej če prevedemo, je to park ob reki Soči. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Tle je vse tako mirno, tiho, sproščujoče. Prebujajo se prve trobentice, ptički, račke, v glavnem prijetno. Tako mi je v tistem trenutku delovalo. Nekaj minut kasneje sem imela pa malo drugačno mnenje. Parco Isonzo se nahaja glih 5 minut čez mejo v Italijanski Gorici in je res ponavadi poln. Danes je pa prav nobenega, skoraj nobenega. Zdaj pa čutim že prve kapljice, tako da bom kar pohitela, ker sem šla brez dežnika. Je bil sicer napovedan dež, jaz bom pa mogla teči. Verjetno. Zdaj imam pa še kar 5 minut, zdaj bom pa res pohitela. Pa ne rabi biti zdaj dež. Evo, za prvo silo imam kapuco, pa bomo pa že. Ja, tudi Matjaž bo mokar. Moram prav pogledati, kje je. Koliko še ima do doma. Ajoj, kje je. 30 km stran. Capriva del Friuli. Ja, tako kot je bila napoved. Točno tako. Ob 10 naj bi začelo. Zdaj glih malo na Hal škropit. Sem naredila šele 2 km, grem zdaj še na hitro narediti kakšen meter. Potem bom šla pa v trgovino. Zdaj je pa zares začelo. 5 minut kasneje. Zdaj bi pa že rabila dežnik. Nisem naredila niti 3 km. Šivam zdaj v trgovino po banane, da bom imela jutri za zajtrk, potem pa domov narediti kosilo. Banane imamo, zdaj pa pogledamo še, kje je Matjaž. Ja, že kar blizu. V Vrtojbi. Matjaža bo pa danes kar namočilo na kolesu. Za kosilo bom imela bolj tako domačo pojedino, in sicer pečenice, zelje in pa krompir. Živjo! Danes pa želim z vami deliti eno izkušnjo iz zadnjega sprehoda po Parcu Isonzo, ki me je pustila ene take mešane občutke.
Najprej nisem niti nameravala objaviti tega, ampak sem se kljub vsemu odločila, da vam povem. Včasih, ali pa bom rekla kar ponavadi, nam narava ponuja sprostitev. Spet drugič pa doživetje, ki nas preseneti. Med sprehodom po tej krožni poti sem najprej srečala dva mlajša moška, ki sta lepo pozdravila, buongiorno, buongiorno, in sta šla naprej brez karkoli, pač tisti vljudnostni pozdrav. Pa nisem niti pogledala, kdo sploh je, kaj sploh je, ampak enostavno sem odzdravila nazaj. In pogled bolj usmerila proti reki Soči. To se mi je zdelo povsem običajno, nič kaj posebnega. Mogoče malo me je vseeno presenetilo, da sta tako prijazna, ampak okej. Kaj se je zgodilo kasneje? Jaz od spodaj še snemam, kako je super, mir, fajn, in res je bilo. Potem, ko sem se že vračala proti izhodu po zgornji poti, je prišel nasproti mlajši moški. Jaz tistikrat nisem vedela, da je to eden izmed tistih dveh, ki sem jih srečala od spodaj. To sem jaz šele doma na kameri videla. In me lepo vpraša, če govorim angleško, da je mraz, v glavnem neke vljudnostne fraze. It's very cold today. Yes. You speak English? A little. Okay. Can I ask you something? Yes. It's okay to check your number? No, sorry. Yeah, I'm ready. Sorry. Okay. Bye. Pač zelo hitro sva zaključila. Potem je vprašal, če mu dam številko. Zakaj bi mu dala številko? Ker enemu neznancu, ne vem, tako me je presenetilo in sem pač se opravičila in sem rekla, sem ne, sem prav tisto odreagirala, prav ne, mislim. In sem potem tudi kar počasi se obrnila in šla proti izhodu. Pa sem še tam neka drevesa snemala, pa ptička, ki mi je bilo zanimivo. In sem potem tudi na kameri videla, da ta moški, ki je šel naprej, da je dol že obračal, to sem jaz na kameri videla pol doma, v nekem trenutku zaslišim, da nekdo za mano teče. Jaz sem prižgala v tistem trenutku, ko sem zaslišala kamero, ker sem mislila, posnamem še kakega tekača, ki teče. Nice, have a good day. In ugotovim, da je bil spet ta moški. In sicer je rekel samo lep dan in tako, in je tekel naprej. Tako da jaz sem potem nadaljevala pot in se ne vem, kaj naj si mislim. Zdaj nič več ne teče. Ker naenkrat tudi njega ni bilo nikjer več, sploh ne vem, kam je šel. Kje je bil pa tisti njegov prijatelj, pa sploh ga ni bilo videti. Se je vse do takrat, dokler on ni pritekel za mano, se mi vse skupaj ni zdelo popolnoma nič posebnega. Ampak potem, ko sem malo razmislila o tem dogodku, sem začutila prav en tak nek nemir. In sem potem doma, ko sem pregledala, kaj vse sem posnela, ugotovila, da me je enostavno sledil, kar me je resnično vznemirilo. Nič ni bilo sporno, ampak vseeno sem se počutila neprijetno in v ta park zagotovo ne bom več kmalu šla. Zdaj, kakšno bi bilo moje sporočilo gledalcem? Tudi če hodimo na sprehode v naravo, po parkih ali pa po mestu, bodimo pozorni na okolico, bodimo pozorni, kaj se dogaja. Pa da ne bo zdaj izpadlo, da se ne sme kdorkoli sprehajati, pa se reče 3-krat, 5-krat. Ne vem, se sploh to ni problem, ne. Problem je, kje je tista meja zasebnosti, da tudi če si na nekem javnem prostoru, da se nekako počutiš tudi tam varnega.
Pa še kak teden nazaj sva šli z vnukinjo tja na sprehod, ker je res tak prijeten kraj. Vse do zdaj mi je bil, no. Zdaj mi je pač naredilo na tako tesnobo, ali kako bi rekla, ne vem. Tako da včasih nam tisti občutek varnosti da nek mir, ampak ko ga izgubimo, nas pa to opomni, kako pomembno je, da zaupamo svojemu instinktu. Se verjetno tudi vi ne date svoje telefonske številke kar vsakmu, ki pride mimo. Živjo. Naredilo se je eno tako lepo vreme in sem se kar odpravila na sprehod. Ta prometni znak je pa prav nekaj posebnega, daje eno tako jasno sporočilo. Ja, to vreme je res spremenljivo. Sem ga kar malo prehitro pohvalila, ker sem začutila že kar nekaj kapljic. Tako, pa smo prišli do konca tega vloga. Hvala vsem, ki me spremljate, hvala vsem novim naročnikom, hvala za vse všečke, hvala za vse pozitivne komentarje, ker to mi je spodbuda tudi za naprej. Bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod in se vidimo. Čau, čau!